Če bi se namenili zaslišati Henryja Davida Thoreauja, bi najbrž morali rasti v sobari 19. stoletja. In če bi se res namenili zaslišati Henryja Davida Thoreauja, bi morali biti na moč podrobni in zato tudi vsaj malo vsiljivi in neuljudni. A Henry David Thoreau je storil tisto najlepše. Napisal je na moč podrobno knjigo, ki pa ni niti malo odvečna. Kako je videti celovit človek? Kako rokovati z nejasnimi razodetji, na primer? Ali nam mora biti mar za pogum minkov in pižmolk? Saj si mislite, da nisem resna, pa sem. Kako uravnotežiti izkušnjo potreb in sredstev? Je ljubeznivost kadarkoli precenjena? Henry David Thoreau, eden od zastavonoš državljanske nepokorščine, se sprašuje o bistvenem in odgovarja. Smiselno, tehtno odgovarja. Si morate misliti, da življenje v gozdu silnemu kultnemu statusu navzlic doslej nismo brali v slovenskem prevodu. Od danes je vse drugače. Tudi vsled naporov Mojce Dobnikar in pomočnikov, ki so reševali zoološke in botanične enigme. Dame in gospodje, Henry David Thoreau je čisto zares napisal knjigo, ki se v slovenskem prevodu bere kot Walden, življenje v gozdu. Naposled.